Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Prihajam iz Koroške srednje knjižnice, sem Katja Čop in vam predstavljam naš kompetenčni center za lahko branje. Torej, naslov moje prezentacije kompetenčni center za lahko branje v Koroške srednje knjižnici. Zdaj v uvodu vam bom povedala nekaj zakonskih podlag, zakaj mi to sploh počnemo, kaj je lahko branje, komu je namenjeno. Predstavila bom naš kompetenčni center za lahko branje, potem kratico uporabljam KCLB, da boste vedeli, potem glavna področja delovanja bom opisala, našo zbirko Berem zlahka, kratico MIKR-PZ uporabljamo, tako da boste vedeli, in nekaj praktičnih primerov dela našega centra. Zdaj, zakaj mi pravzaprav to počnemo? Najprej so pomembni ti zakoni iz področja knjižničarstva, zakon o knjižničarstvu, ki je bil sprejet leta 2001, pomemben je 16. člen v splošnih knjižnicah, ki govori, da splošne knjižnice izvajajo knjižnično dejavnost za prebivalstvo v svojem okolju in zagotavljajo tudi storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami in da organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in pa za odrasle s posebnimi potrebami. Pomemben je seveda tudi pravilnik o srednjih območnih knjižnicah, sprejet je bil leta 2003. V 9. členu govori o strokovni pomoči iz 7. člena tega pravilnika in obsega opredelitev ciljev, koordinacijo ali tudi izvedbo knjižničnih storitev za posebne skupine uporabnikov. Pomembne so tudi smernice za lažje berljivo gradivo in sicer so to smernice za knjižnične programe opismenjevanja, nekaj praktičnih predlogov iz leta 2007. Razgledajo. To so te smernice za lažje berljivo gradivo. Zdaj, v tej publikaciji je osrednja pozornost namenjena predvsem gradivu za odrasle in pa za mlade osebe, poudarek je pa predvsem na tistih skupinah prebivalstva, ki jim lažje berljivo gradivo lahko koristi. Ciljne skupine, ki potrebujejo to lažje berljivo gradivo, so pa novi priseljenci, funkcionalno nepismene osebe, starejše osebe, osebe z avtizmom, osebe z motnjami v duševnem razvoju, otroci in pa učenci v osnovnih šolah, osebe z disleksijo, osebe z okvaro sluha in vida, tisti, ki imajo že prirojeno okvaro sluha in pa osebe z afazijo, to je pa motnja govora zaradi možganskih okvar. Pomembni dokument so tudi IFLA smernice za dostop do knjižnic za uporabnike z oviranostmi, kontrolni seznam, tukaj je tak link. Smernice izgledajo. Zdaj, govorijo v bistvu o dostopnosti za vsako knjižnico in pravijo, da je pravica vsakega posameznika, da ima možnost uporabe knjižnice. Je pa to kontrolni seznam, ki ga je izdelal stalni odbor IFLA sekcije za delo z uporabniki posebnimi potrebami in osnovni princip govori o tem, da se zagotavlja enake pravice dostopa za vse posameznike, ne glede na stopnjo oviranosti, tako pri ocenjevanju obstoječih zgradb in storitev, kot tudi pri načrtovanju novih. Seznam je oblikovan kot praktičen pripomoček za vse vrste knjižnic, tako za splošne, visokošolske, tako za šolske in specialne. Pomemben je pa tudi fizični dostop, o katerem se govori v teh smernicah, se pravi zunaj knjižnice, vhodno območje, dostop do gradiva in storitev, fizični prostor, toaletni prostori, izposojevalni pult, referenčna in informacijska služba, oddelek za otroke, za osebe z bralnimi težavami, okvarami sluha in pa za osebe z drugimi oviranostmi. Pomemben dokumenti so tudi IFLA UNESCO standardi za splošne knjižnice iz leta 2002. Ti govorijo, da so uporabniki splošnih knjižnic prebivalci vseh starosti, uporabniki s posebnimi potrebami in pa organizacije v lokalni skupnosti. Pod uporabnike s posebnimi potrebami pa uvrščajo senzorično ovirane, slepe, slabovidne, gluhe, s težavami pri učenju in razumevanju, kot so motnje v duševnem razvoju, disleksija, afazija, demenca, narodne manjšine, etnične skupine, priseljenci, uporabniki z omejeno sposobnostjo gibanja, uporabniki z omejenim gibanjem in pa zapori in bolnišnice. Zdaj pa sem še šla skozi zakone v bistvu z področja enakosti za vse oziroma zakone z področja ranljivih ciljnih skupin. Tu so v bistvu ključna standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov iz leta 1993, ki so bili sprejeti na 48. seji, Generalna skupščina Združenih narodov je pa sprejela in pomemben je 15. člen, bom kar prebrala ta člen, ker se mi zdi res zanimiv, in sicer namen pravil je, da se zagotovi invalidnim dekletom, fantom, ženskam in moškim
da lahko kot člani družbe uveljavljajo enake pravice in izpolnjujejo enake obveznosti kot drugi. V vseh družbah sveta še vedno obstajajo ovire, ki preprečujejo invalidom, da bi uveljavljali svoje pravice in svoboščine in jim otežkočajo polno vključevanje v aktivnosti njihovih družb. Države so odgovorne za to, da sprejemajo ustrezne ukrepe, s katerimi odstranjujejo takšne ovire. Invalidi in njihove organizacije morajo igrati aktivno vlogo enakopravnih partnerjev v tem procesu. Izenačevanje možnosti za invalide je bistven prispevek k splošnemu in svetovnemu prizadevanju, da se mobilizirajo človeški potenciali. Posebno pozornost je verjetno potrebno posvečati skupinam kot so žene, otroci, starejše osebe, reveži, sezonski kmetijski delavci, 2 ali večkratni invalidi, domorodci in etnične manjšine. Poleg tega obstaja veliko število invalidov beguncev, ki imajo specifične potrebe, zaradi česar jim je potrebno posvečati posebno pozornost. Pomemben je tudi zakon o izenačevanju možnosti invalidov, na kratko ZIMI, ki je bil sprejet leta 2010. Drugi člen je pomemben, ki govori o spoštovanju in zagotavljanju človekovih pravic invalidov in njihovega dostojanstva, o zagotavljanju enakih možnosti za invalide in njihovi diskriminaciji in pa o spoštovanju in sprejemanju različnosti zaradi invalidnosti. 14. člen je tudi pomemben za knjižnice, govori o dostopu do obveščenosti, se pravi, je potrebno upoštevati, da so zapisi prilagojeni v njim dostopnih oblikah in da se uporabljajo tako jezik kot tehnologije, ki ustrezajo različnim vrstam invalidnosti. 15. člen pa govori o dostopu do kulturnih dobrin, torej moramo jim omogočati dostop do kulturnih dobrin v obliki, pri kateri se upoštevajo posebne potrebe invalidov, dostop do javnih prireditev z razvitvijo premagovanja komunikacijskih in grajenih ovir in dostop do kulturne dediščine ali do informacij o njej. Pomembna je konvencija o pravicah invalidov, ki je bila leta 2008 tudi prevedena v lahko branje. Taka je ta naslovnica in to je lahko berljiva različica. Potem je pomemben tudi vodnik po zakonu o osebni asistenci, je bil leta 2021 preveden v lahko branje. Taka je ta naslovnica in potem v lahkem branju prevedeno. Potem imamo tudi lahko berljivo ustavo Republike Slovenije, tudi bila prevedena v lahko branje leta 2021. To je naslovnica ustave, tudi znak za lahko branje, slovenski pa evropski. Tu je primer, kako izgleda ta ustava v lahkem branju, ena stran iz te ustave. Zdaj pa pridemo na to, kaj sploh je lahko branje. Lahko branje je proces in metoda komunikacije, ki pospešuje razvoj pismenosti in ob socialnih in psiholoških pristopih v okolje vključuje osebe s težavami branja in pisanja. In komunikacija je prirejena tako, da vsebino podaja na berljiv, čitljiv in pa na razumljiv način. Ciljna skupina kompetenčnega centra so ranljive skupine uporabnikov vseh starostnih skupin. Te skupine za uspešno, aktivno in enakovredno delovanje v družbi potrebujejo lažje berljiva gradiva. In kompetenčni center za lahko branje svoje strokovno znanje širi v mrežo osrednjih območnih knjižnic, javnost seznanja z lahkim branjem ter stremi k enotnemu in pa sistematičnemu izobraževanju knjižničarjev in uporabnikov knjižnic. In komu je lahko branje namenjeno? Predvsem dvema glavnima ciljnima skupinama. Prvi so ljudje, ki zaradi različnih oviranosti trajno potrebujejo lahko berljive informacije, to so ljudje z disleksijo, z motnjo v duševnem razvoju, pri motnjah avtističnega spektra, osebe z demenco. Druga ciljna skupina so pa ljudje, ki imajo slabše razvito veščino branja ali pa slabo poznajo jezik in sčasoma mogoče ne bodo več imeli potrebe po lažje berljivih tekstih in dokumentih, to so pa na primer priseljenci, neizkušeni bralci in drugi. Zdaj, naša knjižnica ima status kompetenčnega centra od januarja leta 2022. Status je seveda podelila Komisija za kompetenčne centre pri Združenju splošnih knjižnic. Namen centra je bila pa vzpostavitev in priprava knjižničnih storitev za posebne skupine uporabnikov med osnovne storitve vsake splošne knjižnice. Ciljna skupina kompetenčnega centra so ranljive skupine uporabnikov vseh starosti, ki pa za uspešno, aktivno in enakovredno delovanje v družbi potrebujejo lažje berljiva gradiva. Zdaj, katero je pa glavno delo kompetenčnega centra? Predvsem to, da vodimo in ažuriramo seznam literature za lahko branje, v nadaljevanju uporabno kratico LB,
potem posebne in prilagojene storitve izvajamo, prirejamo pomembne dokumente in besedila v lahko branje, sodelujemo z zunanjimi partnerji, predvsem zelo aktivno z Zavodom Brisa in CUDV Črna, da promoviramo lahko branje, da smo tudi diseminacijski center za vse trenutne in pa potencialne partnerje, da sodelujemo z drugimi knjižnicami in ustanovami, da svetujemo knjižnicam in po elektronski pošti tudi pošiljamo novice, kar se tiče lahkega branja, torej našega kompetenčnega centra. Katere pa so posebne in pa prilagojene storitve, ki jih izvajamo za ranljive ciljne skupine, to so predvsem brezplačna članarina, potem podaljšan rok izposoje, pa tudi rezervacij, to je po dogovoru, pripravljamo sezname gradiv v lahkem branju, izvajamo storitev osebnih knjižničar, potem knjižnico na obisku, da stavljamo knjige po pošti ali na dom, imamo tudi individualna ali skupinska usposabljanja za uporabo knjižnice, prilagojena, potem računalniško opismenjevanje izvajamo, predavanja izobraževanja, kot je tečaj slovenščine za tujce, usposabljanje za uporabo e-virov, potem tudi bralna srečanja, izvajamo jih v domu starejših na Fari Prevalje in pa v centru Kora, to je center starejših na Ravnah na Koroškem. Potem imamo bralno značko, Korošci pa bukve beremo, seznam gradiva je tudi za tiste, ki so vključeni v lahko branje in vključujemo tudi stanovalce domov in pa varstveno-delovnih centrov. Izvajamo knjižna paberkovanja, to so mesečna srečanja starejših ob knjigah, potem izvajamo prilagojena vodenja po knjižnici in tudi gradu, izvajamo bibliopedagoške ure in prireditveno dejavnost v živo ali preko spleta. Preko spleta je bilo bolj aktualno v času korone. Potem naš kompetenčni center nudi tudi uporabnikom ranljivih ciljnih skupin možnost prostovoljskega dela v naši knjižnici in s tem prispevamo svoj del v vključevanju ranljivih ciljnih skupin v delovno okolje in proces. Sodelujemo predvsem s Centrom za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem in trenutno imamo 2 osebi, ki enkrat tedensko v naši osrednji knjižnici in pa enkrat mesečno v enoti Prevalje pomagata po 1 uro. Osebi pomagata knjižničarjem predvsem pri vlaganju, urejanju knjig, iskanju rezervacij, vlaganju revij, časopisov in trudimo se, da bi čim bolj samostojno znala nekako poiskati gradivo in predstaviti našo zbirko Berem zlahka. V našem kompetenčnem centru vodimo 2 seznama gradiva. Prvi je seznam literature za lahko branje, ki vsebuje leposlovna in pa strokovna gradiva, ki so povezana z lahkim branjem in pa dela, ki so napisana v lahkem branju. Drugi je pa seznam strokovnega gradiva za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami. Ta pa vsebuje strokovno gradivo, ki pripomore k kvalitetnejšemu delu knjižničarjev in pa tudi drugih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z različnimi področji dela za uporabnike ranljivih ciljnih skupin. V lahko branje smo pa tudi predelali opisnico in pa izjavo o oprostitvi plačila letne članarine in tako opisnico kot pa tudi izjavo so pregledali in pa testirali testni bralci iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Tako izgleda ta opisnica, prevedena v lahko branje, ko se opišejo, to je pa izjava za oprostitev članarine, plačila članarine. Pol smo tudi pripravili brošuro o obisk Koroške osrednje knjižnice, to je pa priprava na obisk knjižnice oziroma vodič po knjižnici v lahkem branju. Pokazala, kaj izgleda. To je prav lahko branje prevedeno na tak enostaven način, kako v knjižnici izgleda, kako si lahko knjige izposodiš, namenjeno uporabnikom lahkega branja. Zdaj smo prišli do naše Berem zlahka, to je naša posebna zbirka za ranljive ciljne skupine uporabnikom. To je specializirana zbirka gradiva, ki je namenjena uporabnikom ranljivih ciljnih skupin. Tako izgleda, te oznake so, kot vidite, pač imamo piktograme, so knjige označene, na knjigah je oznaka in tudi na policah, potem so police malo nižje zaradi dostopa, da lahko dostopajo ljudje z invalidskim vozičkom. Kot vidite, tudi razmak je tak, da lahko z invalidskim vozičkom dostopajo. To je naša specializirana zbirka. Razdeljene v naslednje skupine: brajica, disleksija, lahko branje, večji tisk, zvočne knjige in pa znakovni jezik. V okviru zbirke pa uporabnikom ponujamo tudi lupe za branje, bralna očala, bralna ravnila, računalnik, slušalnik in pa bralnik. Zdaj, glede vsebinske in formalne obdelave v sistemu COBISS imamo prilagojen šifrat, postavitve z ustreznimi lokalnimi in drugimi oznakami,
knjižnici smo zgoraj omenjene oznake določili sami, sodelovanjem oziroma z odobritvijo izuma. Biografski zapisi vsebujejo ustrezna gesla, zbirko redno dopolnjujemo in na gradivu in na policah so dodane slikovne oznake, piktogrami, kar sem že povedala. Potem smo v našem kompetenčnem centru v sodelovanju s profesionalnim oblikovalcem pripravili tudi celostno grafično podobo zbirke Berem zlahka. Tu je tudi link. In to lahko, pač kdo želi, katerakoli knjižnica tudi prevzame ta naš CGP. Kratko. Na tak način to zgleda. To je vse na naši spletni strani dostopno. Koga zanima, si lahko pogleda. Potem po elektronski pošti pošiljamo prijavljenim na novice kompetenčnega centra obvestila v našem delu in pa novosti z področja lahkega branja. Kdor še ni prijavljen, pa ga zanima, se lahko na kompetenc.center, afna knjižnica-ravne.si tudi prijavi. V marcu 2025 smo pa objavili knjižnične storitve za uporabnike izranljivih ciljnih skupin, torej naša priporočila kompetenčnega centra, zaenkrat so samo v PDF obliki, jaz sem pač prinesla stiskano, tako da sem pač natisnila, da lahko vidite, če koga zanima, si lahko pogleda, to so naše smernice. Smo tudi kar nekaj časa pripravljali, več kot 2 leti, če ne celo več, pa smo se končno opogumili pa jih objavili, ker to je nikoli dokončana zgodba. Pripravi je pa tudi priredba vloge za enkratno denarno pomoč za novorojenčke v lahko branje, pri tem nam pomagajo testni bralci, ki obrazec testirajo, da so informacije zapisane tako, da jih razumejo tudi tisti, ki težje berejo in razumejo prebrano, in to vlogo pripravljamo v sodelovanju in pa za potrebe občine Ravne. Občina Ravne se je obrnila na nas in nas prosila, če lahko to naredimo, in potem pač strokovnjaki to skupaj pripravljamo. V pripravi je pa tudi priredba Koroške slovenske ljudske pravljice Kralj Matjaž v lahko branje. Zdaj trenutno čakamo na cilj zapis, to je pa zdaj zadnja verzija, jo imam tu sprintano, ker ko bo cilj zapis, pa gre v tisk, malo prehitro je bilo to izobraževanje, da bi že lahko knjigo prinesla. Tako da to, toliko z moje strani. Če še koga kaj zanima, se lahko na mene obrne, pa če še kako vprašanje, da se jim odgovorim. Jaz je bila eno vprašanje, ja. Na kak način pa nabavljate gradivo, kar je v bistvu vse v lahkem branju? A se to povezavi z zavodom RIS-a na nek način, da se na njih obračate ali še na koga drugega? Ja, sodelujemo z zavodom RIS-a v veliko, pa tudi pač spremljamo, ker je problem, tudi ker založniki malo izdajajo te knjige, ker pač so res nizke naklade, pa ne splača se založba teh knjig izdajati. Tako pa sami spremljamo, pa se pač povezujemo tudi z drugimi, tako da preko spleta naša Jelka, ko je vodja, zelo spremlja, pa se kaj trudimo. Včasih je pa tudi v taki obliki, tako je bila zdaj Žička Kartuč, ko so nam poslali po mailu in smo pol pač kar sprintali, da se na tak način tudi znajdemo. A je kakšna možnost, da tudi mi knjižnice, ki imamo pač to zbirko, naprimer mi smo iz Velenjske knjižnice prevzeli tudi to vašta, a ne... CGP pa zbirko, ja. Imamo zbirko Lažje berem, in zdaj se zelo trudimo, da v bistvu, da smo ažurni pri nabavi gradiva, čim več, še posebej v lahkem branju. A je potem tisto, kar vi vse objavljate na spletni strani, se pravi, a je možnost potem preko vas mogoče, kako da mi tudi dosežemo, naprimer, zdaj, ko ste rekli za to Žičko Kartuzijo, na kak način ste potem kar sprintali, a ne, dali potem na voljo v interno uporabo? Mi kar v našo zbirko damo, samo to pol pač ni v kobisu obdelano. Na ta način pač sprintamo marsikak tak dokument, pa ga pač tam imamo, tako kakve brošure. Tako da lahko vi tudi spremljate, a se na naše novice prijavite, ali pa nas pokličite, pa bomo se pač dogovorili. V bistvu na isti način, ko imamo časopis 20 minut? Ja, ne tako 20 minut, ko v bistvu ni postavljen, pa je pač tam take stvari, pač obdelajo se ne, ampak so pa na voljo tam. So pa na voljo na uporabniki. Ja, ker tudi pridejo uporabniki, pa samo tam gledajo, te skupine pridejo. Tudi od njih ogromno izvemo, tako zavod RIS-a, pa CUDV, Črna Koroškem, ta center za delo, varstvo in usposabljanje. Tako da lahko se na nas obrnete, ali nas pokličete, ali po mailu, pa se bomo dogovorili. Ker pa mogoče nam tudi vi kaj povete, ker se pač trudimo res spremljati, kaj se dogaja. Imamo pa cilj tudi, da bi založniki bolj spostavili stik, da bi jih pač probali nekaj prepričati, da bi čim več izdajali tudi v lahkem branju. Oziroma tudi
druge kategorije, a ne, se pravi, se tudi eni izdajajo knjigo, da je in v lahkem branju, in v brajici, da je za več uporabnikov ranljivih ciljnih skupin primerna, ne. Je pa res to drago, ne. Ker je manjša naklada. Manjša naklada, ja. Pa težje je narediti tako knjigo, tako da. Hvala. Ja, nekaj. Ima še kdo kaj? Hvala.